Dober večer, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci VTV televizije in oddaje Najviža. Ja, zelo sem vesel, saj se bliža veseli december, pa lučke, pa zakuhančki, pa dobra muzika, pa veliko bomo jedli, pa pil. Da bo vse fajn, vam povem, danes spremljate zadnjo oddajo, zadnjo novembersko oddajo. In jaz upam, da ste pripravljeni na 1 uro zelo dobre glasbe. Danes imam ob sebi mlade fante, ki so zelo energični, dobro pojejo, dobro igrajo in zelo se veselim njihove družbe. Z nami so slovenjegoriški muzikanti in gremo z Mini krilom. Sem zvizde ti ponujam, da moja bi bila, v tebi smeh prebujal, ko sva se srečala. Sem pisma ti pošiljal, kot puščice amor, besede sladke rimal, saj sem le na tenor. Prikupno mini krilo, med plesom dviga se, ker jaz sedaj sem tisti, ki zvesto sučete. Rdeče mini krilo, za vse je lepa reč, a ti si moja punca in to mi je všeč. Večerjo sam sem skuhal, da k meni bi prišla, a raje si na žurko s prijatelji odšla. Povabil sem te v kino, v gore do nebes, a si lepo pustila, ko šlo se je za ples. Prikupno mini krilo, med plesom dviga se, ker jaz sedaj sem tisti, ki zvesto sučete. Rdeče mini krilo, za vse je lepa reč, a ti si moja punca in to mi je všeč. Za vse je lepa reč, a ti si moja punca in to mi je všeč. Ja, je kar vroče postalo v tem studiu, ko so fantje omenili Mini krilo in lepa dekleta, ki jih fantje seveda obožujejo. Jaz grem do njihovega najbolj zgovornega člana, Jureta. Jure, en lep pozdrav. Lep pozdrav. Se dobro? Ja, seveda. Da se tudi vsi fantje, vse pod kontrolo. Smo prišli varno. Varno? Tako da, ja. Kdo je fural? Jaz. Ti? Ja, zato si se tako pohvalil. Sem videl zunaj krasen tak Rdeči kombi, rdeč kombi. Ja, in sem vedel, to so pa muzikanti. Ja, pa mislim, da sem še na ogledalu videl eno mašno, to verjetno še zohceti, niste utrgali dol. Ja, to gor pušamo, ja. Gor pušate. Vaši začetki segajo v leto 2017, takrat ste se prvič javnosti predstavili. Tako. V takšni zasedbi, kot ste pa danes, ste pa od leta 2020. Tak sem prebral, veš. In pa mi povej, se še spominjaš
tistega prvega nastopa. Si ti bil v tisti prvi zasedbi že zraven? Ja, sem bil. Si bil? Ok. Mi dva z harmonikašom Žavnom sva v bistvu Ja. nekako skup poiskala te prijatelje. In v bistvu ja, zdaj, ker prvi špil je bil, mislim, ka je to bilo pri Žanovem brate na, kaj je bilo, na 25 ali 20 ali kaj je bilo? Ja. Ne, 25. Tako da je bil tak domač Ja, špil. no, te smo prvič nekako pogruntali, kako bi lahko igrali. Je super. Slovenija goriški muzikanti. Tako. Ne, zdaj, če bi vas vprašal, odkot prihajate, je bilo malo neumno. Ste iz okolice Slovenskih goric torej. Tako, tako. In teb se že nadalje vidi, da si zaposlen v kleti. Nemogoče. Kak? Ne, ne vem, tak mi gledaš, tak malo bolj pretleh si, no. Tak športen tip, ker sodi pa pipe so tudi malo nižje. Vse to je res, ja. Ampak ne, smo se prej malo pogovarjali, pa meni, da je res, da imaš en tak lepših poklicov. Ja, najlepši poklic, ja. Najlepši poklic. Poklic kletarja. Ja, še lepši bi bil tisko je, a rabite recimo kakšnega pokuševalca? Jaz se pa spoznam ja. fest. Ja, ti bi mogel priti, ja. Drugače pa sami tudi zrihtamo, kako pokušnjo A vi pa tudi zrihtate? vidimo, če je, oziroma dobro je tak ali tak vedno, ne, taka. Je super. A imate tudi pri vas prav doma vinograd, ali si samo zaposlen? Tudi imamo doma, ja. In kakšna, kako se ti mu reče, sorta vina, no, pri vas? Imamo renskega, sivi pinot pa sauvignon. Taka, malo za špricar, pa malo za čisto, pa malo za ženske, pa tak. In kjer je tebi najbolj všeč? Jaz imam najreši špricar, ne, to pa je renski rizling. Aha, okej. Krasno. Zdaj se mi kar malo sline cedijo, čeprav ne smemo, danes ne smemo piti, ker smo res na oddaja, gledajo nas tudi otroci in ne smemo več govoriti o pijači. Tako, kdo vas je pa navdušil za glasbo? A imate to v familiji, ste člani iz glasbenih družin? Kaj te vem, v bistvu... A ste se sami kasneje navdušili? Bolj kot ne same, ja. Zdaj smo hodili po veselicah, pa smo te mlade ansamble spremljali vedno in vse veš, kak je, te potegne, ne? Te potegne malo. Ja. Je krasno. Najboljše je, da se zdaj omaknemo, veš, da se bomo slišali naslednjo skladbo. Še bova, kjer je rekla Jure, in imamo še enega Jureta. Ja. Še enega Jureta v zasedbi, tako da danes smo Jure na kubik smo se imeli. Tako. Je Jureti na kupu, to bo zanimiva oddaja. Tako zdaj pa res, jaz grem na svoje mesto in slišali bomo krasen valček v izvedbi Slovenije goriških muzikantov, knjiga ljubezni. Nočem, da so prazni listi v tej knjigi san. Nočem, da je spet se isto kot prejšnji dan. Nočem stari sliki le končajo v smetih. Hočem svet svetnih stis in tvoj lep smeh. Niči se čutiš pa, da živi, kakor hitra reka znotraj tebe drvi. Je beseda izgovarja sladka kot med, kot vas druži lahko prebija led. Ljubezen je, ki više poti, skupno najino, pravljico zlati, a na knjigo se uligel bo prah, ko prekrivo naju.
kako so mladi muzikanti lepo zapeli in zaigrali. Čeprav je playback, moram povedati, da igrajo tako na šus in da jih je prav prijetno slišati. David, tudi tebe en lep dobro večer. ja. Ti si najmlajši član ansambla. Ja, res je. Res je. 22. 22 jih šteješ. Bi lahko bili očetje. Skoraj. Ne ravno, ampak Ne, dobro, zgleda je starejši od tebe, ampak Malo so toliko pa tudi ne. stari. Malo pa, ja. Ok. Nisi se pa zadnji pridružil članom. sem se. Si sem se tudi? Od leta 2020 sem jaz prišel So čakali, da si polnoleten na ratu. in potem smo začeli zares. Ja. So mene čakali. Čakali. Okay. Kako se bolj spominja svojega prvega nastopa? Je bilo zanimivo? So te fanti kaj krstili? Ja, vidiš potem, da se smejijo, ne. Je bilo, ja, jaz se bolj malo manj spomnim. Malo manj spomniš. Drugače, potem sem začel igrati bobne, ko sem se pridružil, ne. Aha. Pa še nisem še bil ravno v tem zelo dober. Pa smo imeli enega sposojenega na začetku par mesecev. Ja, Ne bom zdaj omenil imena, Ja. tisti ve, če nas slučajno gleda. ja. In on tudi rad malo pogleda v kozarec, pa tudi jaz, pa malo sem jaz imel fraj med tem, ko so oni igrali. To je ena fora, zdaj, če jo lahko povem, Žan. Tako, to še ni bilo javno povedano. Prvi špil je bila zabavna runda. Jaz sem imel čas, pa sem šel malo plesati, ne. Ja. Je bila kača, smo v kači plesali, pa se meni šolen zuje. Aha. In jaz, ko sem bil v kači, kam ga zdaj naj dam, ne. Pa sem mislil, jaz sem že malo mogoče popil, pa sem mislil, bom ga tam nekam steno, tako samo, ne, stran. Nisem nikamor meril, samo v steno. In na koncu, ko sem v steno, je šlo Žanu direkt v glavo. In to je bil kao audicijski špil, niso še me poznali in In jaz takrat pa si tudi, tako norijo. verjetno mislil, da je to prvi, pa zadnji. Zadnji bodo rekli, hvala lepa. Ampak je bil Žan dobra duša in ti je to oprostil. Ste To je oprostili. bila iskrica, da sem se pridružil. Ja. Ne, da slučajno, dragi gledalke in gledalci, če ima kjer posluh, pa se bi rad pridružil ansamblu, Žana je treba v glavo šloniti, pa boste zagotovo postali član ansambla. Se malo hecam, Žan, da ne bo zameril. Se drugače, David, fanti, tudi drugače družite kaj? Koliko ste recimo med sabo, bi rekel, razdalje doma, no? A ste bolj na kupo, a ste bolj razmetani? Smo še kar Slovenske razmetani, Gorice ja. so tudi tako veliko območje, ne? Smo še kar razmetani. Ja. Ja. Naš kitarist je z Lenarta, okolica Sveta Ana. Potem basist pa harmonikaš, nedva sta bolj skupaj, Ja. Sveti Jurij v Pšavnici. Jaz sem iz Ljutomera, Trventač pa iz Ptuja, tako da smo kar. Koliko rabite pa od tistega, ko je najbolj oddaljen pa do drugega člana? Koliko je to, veš, kaj jaz zemljepisno nisem tako Ja. dober, da bi zdaj povedal. Zdaj, če bi sredino iskali, ajde, mogoče pol ure, tako. Govore, no. Bi- Pa dobro, to ni tako hudo. Če bi sredino iskali. No, in se družite, fantje, tudi kaj izven glasbe, torej ne samo na nastopih. Greste kdaj v kino, kaj dobrega pojest, ne vem, na kakšen izlet, na morje, na smučanje. Pa še kar tudi, ja. Zdaj, ko ni špila, pa to kakšna sobota, pa če smo fraj, če ne drugo, na kakšno veselico ali pa smo še aktivni, ja, da se podružimo, kaj zmenimo, kakšna kavica. Lepo, lepo. No, zdaj grem pa, da se lahko ti malo spočiješ, zdaj grem pa do tretjega Jureta v studiu. Jure, lep dobro večer tudi Tudi tebi. tebi, Jure. A si v redu? Veš da? Veš da, krasno. Povej mi, ti smučaš kaj? Ja, kar precej, ja. Res? Ja, In komaj čakaš zdaj, da se bo sezona začela? komaj čakam, v bistvu, ja, da bo malo fraj, v bistvu, ne, zdaj konec decembra, planiram malo dopusta, malo Kranjske gore, malo Višarje, tam prek, moče kakva Avstrija. Na Pohori zaenkrat bolj Bogo kaže, ampak ja. Greš pol sam s prijatelji, z družino? S prijatelji, s družino, vsaki se želi pridružiti, je dobrodošel, v bistvu, zberemo se tako spontano, gremo samo, zabušimo greste. cel dan, to je nekaj najlepšega. No. Ja, verjamem. Že imate splanirano, kako boste preživeli veseli december, kar se tiče glasbe, je verjetno kar dosti dela. Za Silvestrovo smo se menili, da boste raje v krogu Za najbližjih. Silvestrovo smo raje, fraj, ja, v bistvu se podružimo s vami med seboj, pa s Ja. prijatelji, v bistvu skupaj proslavimo Silvestra, tako da v bistvu bolj vstane v spominu ali pa tudi ne, no, kako odvisno od situacije. Ne. Ok, kar kdaj, ja. Okay. A se ti spominjaš recimo kakšnega takšnega nastopa, kot je pa posebej ostal, ne vem, spominu, da se je zgodilo kaj na njem? Razen tega, no, kar je David omenil. Ta To je bila kar dobra, ja. Ta je bil kar zanimiv. Zdaj najbolj spominu, nastopa Nekaj, je... pardon, da Ja, sem ja. te prekinil, nekaj sem bral, da ste že tudi imate s tujino izkušnje.
in da ste tam imeli en lep sprejem. Ja, Mislim, da- tisto je bilo, ampak takrat še meni ni bilo zraven. Aha. Zdaj meni osebno pa mi je najbolj ostal v spominu, pa ne zaradi tega, ker je bila neka taka norija ali karkoli, ampak ko smo igrali, v bistvu smo bili gosti na koncertu 10-letnici delovanja ansambla Apoj in smo si v bistvu oder delili z kar priznanimi ansambli pa velikimi imeni slovenske narodne zabavne glasbe, kot se recimo Rudi Šantel, Štirje Kovači, Gadje, ansambel Dar je tudi bil tam, ne, in v bistvu je bila ena taka res nepozabna izkušnja. No, krasno. Še več takšnih nepozabnih izkušenj vam želim. Komaj čakamo. Jaz sem zdaj zopet umaknil in sledi naslednja skladba. Tako, upam, da uživate doma, še veliko bomo izvedeli od teh mladih fantov. Sedaj pa polka z naslovom Slovenske Gorice. Uživajte. Slovenske Gorice so naš predragi dom, če kdaj svet bom šel, pozabil da ne bom. Od zveste svetice vsi vračamo domov, obljubljeni darodni krov. Od zveste svetice vsi vračamo domov, obljubljeni darodni krov. Pojemo, godemo za našo Štajersko, pijemo, vriskamo, saj tukaj je lepo. Iz Goric, Prikravnic, vid naša polka gre, to je vis, to ni vic, pojejo srci. Iz Goric, Prikravnic, vid naša polka gre, to je vis, to ni vic, pojejo srci. Slovenske Gorice, letu smo mi doma, kjer bi se dobre volje nekaj še velja. Barva nam lice, potisnili bi spet, vse kar premore naša klet. Barva nam lice, potisnili bi spet, vse kar premore naša klet. Pojemo, godemo za našo Štajersko, pijemo, vriskamo, saj tukaj je lepo. Iz Goric, Prikravnic, vid naša polka gre, to je vis, to ni vic, pojejo srci. Iz Goric, Prikravnic, vid naša polka gre, to je vis, to ni vic, pojejo srci. To je res, to ni vic, pojejo srci. To je res, to ni vic, pojejo srci. Tako veselo so zaigrali Slovenije goriški muzikanti v našem studiu. Zdaj grem pa do šefa ansambla, to je pa Žan. Žan, vse si ti šefa, ne pa vodja. Zdravo. Zdravo. Pa dobro, šef, to zdaj ne bi jaz nekaj povdarjal, ker sem načeloma, hvala Bogu, vse skupaj zmenimo, no? Je neka No. demokracija, ansambli, Ja. ni zdaj neki nacizem ali pa kakoli od tega. Sej nisem tako mislil, no. Vsak se tako rad poniža. Samo en šef mora biti, a veš, ti si tudi največji član in sem da hotel vprašati, kako krutiš svoje fante. So kdaj problematični? Ali? Problematični. Vse najde, kdaj kaj takega, ja. Ja. Slučaj ti kaki copad v glavo prileti, recimo, ne? Za vse sorte si že doživel, ne?
Dač No, pa se- verjamem, da ansambl dobro deluje samo takrat, če je demokracija v ansamblu, to pa verjamem, Ja, to pa da se res, ja. razumete. Povej mi, prej smo se zunaj igrali, vi niste čist klasični kvintet, saj imate v ansamblu frajtonarcev, kar je zelo lepo in tudi preigravate zelo širok spekter glasbe, recimo. Ne? Drži, mi večkrat rečemo za sebe, da smo v bistvu trio zasedba, se pravi frajton, pa kitara, pa bas, z pridihom kvinteta, ne. Torej, da obogatimo tudi večinoma, recimo, ne vem, Slakovih, naprimer Modrijanovih, kakoli pač pride, pa dodamo malo kvinteta zraven, ne. Pa seveda 4-glasno petje, tako da ja, nimamo pa tiste klasične sestave, da bi bila pač klavirska harmonika. Ja. Prej ste zunaj tako krasno za naše Facebook prijatelje zapeli in boste morda tudi malo kasneje še našim gledalkam in gledalcem nekaj Ja, živo. to bom Se se vas bo potrudil. dalo prepričati? Se da vse zmeniti. Se da, ne? Se da. Žan, kaj je po tvoje, recimo, dolžnost vseh teh mladih? Zdaj, vi ste na glasbeni sceni vseeno že 7-8 let že teče, niste več tako mladi, ampak vseeno, kaj je po tvoje dolžnost, recimo, teh mladih ansamblov, ki prihajajo na sceno? Kaj misliš, da se ohranja ta pesem, da se dela na novo, da se... Kaj je po tvojem? Dolžnost, ne vem, da je to tako težko vprašanje, ampak po mojem, ne vem, pač mi gledamo recimo, da prvo kot prvo, da preigravaš vse tiste za nazaj, vsaj nekaj, ne? Pa itak, da se naprej razvije, ja, neko, ker vsi vemo, da ni več to čist podobna zadeva, kar je bilo, ne, pred 20, 30, pa 50 leti. Ampak je pač, še vedno pa je to osnova vsega, ne, mislim, narodno-zabavne glasbe. Zdaj pač gre malo v moderne vode, ampak ja. Iz tega, ne vem. iz tiste osnove izhaja, ne? Ja, Tako osnova je. pa vseeno ista, Vse ne. moderno. Ja, dokler ni neke elektrike zraven, recimo. Ja, tako res je. Čeprav na vašem nastopu je seveda tudi ne preigravate samo verjetno narodno-zabavne glasbe, ampak tudi... Ne, tako kot bi rekel, verjetno skoraj vsi ansambli pač igramo tudi zabavno glasbo, to pomeni, ne vem, slovenska, hrvaška, te zadeve, dalmatinske, pač vse, kaj pride, vse, kaj je potrebno za feštano. Super. Žana, se tebi zdi recimo podpora družine, bližjih pomembna pri razvoju muzikanta oziroma za recimo razvoju uspešnega muzikanta? Jaz mislim, da vsekakor, ne, ker tudi jaz sam sem imel veliko podporo pač od družine, pa tudi zdaj od moje družine. Pa recimo jaz tudi poučujem harmoniko in vidim, da kak je to, če pač neki učenec recimo nima podpore ali pa ima voljo, pa mu ne omogočijo, pa kaj takega, tako da vsekakor je zelo pomembno. Zelo pomembno, da so starši prisotni in da podpirajo. Seveda. Ko si omenil poučevanje, to je pa verjetno kar tak, bi rekel, težek posel, no? Pa meni ni težek, ker z veseljem delam to. Ne. Ja, ampak različne učence verjetno imaš. Imaš enega takega, ko je talent, pa ne vadi, pa imaš drugega, ko vadi, pa ni talent. Redki se pa najdejo, ko si talenti in vadijo, verjetno. Noben učenec ni isti, ne, to vsi vemo, ampak pač to pol vidiš, pa ugotoviš na kaki način, pa en bolj počasi, en hitreje dojema, to je tako kot pri vsaki stvari. No. Kdo je pa tebe naučil igrati na harmoniko? Zdaj, moj prvi učitelj je bil en moj žlahtnik, ker so ga pač moji starši poznali, ne, pa so rekli, kaj bi ti zdaj našega pojca včija, on bi nekaj to špila, ne. Pol pa sem jih kar enih par zamenja, ja, tako da sem jih od vsakega nekaj potegnil, bi lahko rekel. No. Nekaj se pa še sam dodal in potem Ja, si pol pa tak že- postal odličen muzikant. Pa, no, recimo. Ja, absolutno. Nič ne bodi skromen, veš, kar povej. Tako, najprej moram vprašati tako drugače, a si poročen? Poročen nisem, imam pa že otroke. Ja. No, krasno. Tu pa imaš tudi punco, predvidevam, če imaš otroke. Tudi, ja. No. Sam bi zelo težko. Sam je zelo težko. Zrihtel vse skupaj. Pa mi povej, kak je pa starševstvo, recimo, kak si pa v vlogi starša znajdeš? A je oče tisti, ki je bolj strog, ali je oče tisti, ki je popustljiv pri bajti? Pa kaj te vem, ne vem, to bi mogli moj vprašati, ali pa otroke. Ja, no, kakšno mnenje imaš pa ti? Da si kakor kdaj, verjetno, Ja, po potrebi. Če je kaj takega, treba malo, ne? Treba malo. Drugače pa No, zelo krasno. fajn, pa zelo lepo. Je pa verjetno tvoja bodoča žena zelo vesela, da si muzikant in da... No, Ja, kakor kdaj verjetno podpira te. Podpira, Ja, ne. tako. Ok, grem zopet na svoje mesto. Hvala za pogovor. Ja, ti kar zameni harmoniko, dokler imaš čas in naslednja skladba pa govori ja, v eni mični, gospodični in najbolje, da ji kar presluhnemo. Slovenjegoriški fantje in muzikanti in mična gospodična.
Če se odpreš mi z menoj se dobiš, žive so sanje, če se prepustiš, toku in zapluje z njim. Lušna, nična, lepa gospodična, daj no, prosim, ne bodi tak izbična. Glej me, tu sem, žijo gricem zate, zvisto čakam na te, na en majhen tvoj poljub. Zvisto čakam na te in na tvoj poljub. Ob tebi prav nič me ne ohladi, niti led, ki se v džinu topi. Volil ti bom se do konca noči, da te v objem svoj dobim. Lušna, nična, lepa gospodična, daj no, prosim, ne bodi tak izbična. Glej me, tu sem, žijo gricem zate, zvisto čakam na te, na en majhen tvoj poljub. Zvisto čakam na te in na tvoj poljub. Glej me, tu sem, žijo gricem zate, zvisto čakam na te, na en majhen tvoj poljub. Zvisto čakam na te in na tvoj poljub. Mična, gospodična in zdaj grem do člana, s katerim še danes nisem spregovoril. To je Primož, njihov kitarist, ki prihaja iz Svete Ane. Dober dan, dober dan. Dober dan in dober večer. Dober večer, ja. Kaj je na Svete Ani? Zelo fajn, zelo fajn. Zelo fajn, vse Lepi postavljeno. razgledi, tako da Lepo. Na Sveti Ani sem sam večkrat bil. dobro vem. Dobro veš, ne? In tam je res en tak lep kraj in se verjetno rad vračaš domov, ne tako? Absolutno, absolutno. To je Ja. nekaj najlepšega, no, da sploh, ko si še nekaj ustvariš doma, tako da. No, krasno. Ja. Povej, že imaš mično gospodično svojo? Imam. Imaš? A je že kdo od članov poročen, drugače, tako da, ali še noben? Ne, to pa še ne. Ni še, kako bi rekel. Ni še bilo časa. Zato, ker igrate vse sobote. Ja, Rekli ste, na sredo se pa ne boste ženili, ne? pa po drugi strani pa ja, da si ne bi vikenda, zdaj pa kvarili. Zdaj. Ja, se tudi to poznajo, da rečejo ponovadi. Povej mi, kaj še pa Primož recimo počne poleg tega, da kitaro igra? S čim se še rad ukvarjaš? Verjetno poleg tega, da igraš kitaro, hodi v službo, ampak še ostane kaj časa za kakšen hobi, koniček? Pa vedno bolj manj, no. Jaz sem kar strasten električar, kako bi rekel. Tako da se komaj, da se najde kaj časa še za druge stvari. No. Če že se najde kaj čas, te še malo poležim doma na kavču. Da se malo spočiješ. Ja, tako. Strasten električar. Ja. Kaj to pomeni zdaj? Recimo, kakšna je razlika med tistim, ki je strasten, pa med tistim, ki je samo električar? Recimo, razloži ti meni, ko sem laik na tem področju, veš. Jaz uživam, veš. Ja? Uživam. Uživaš, ko te pajkla. Tudi če strese, malo to samo poživi telo, ne. Aha, a te že je, kdaj? Seveda, se je zgodilo, ampak A nimaš nekih posledic pa to? ja, dobro, to zdaj.
Ne veš. To bi še mogel prvo mojo vprašati, ne? Je verjetno, ja, kar zanimivo delo, pa dela nikoli ne bo zmanjkalo, veš. Ne, je kar napeto, vedno. Je vse pod napetostjo, je rekel, in je napeto. Kako imate pa, Primož, pri vas recimo porazdeljene vloge? Prej sem jaz malo zabaval vašega Žana, čeprav je res, on je uradno vodja ansambla, Tako, ne? Da pa recimo, kdo je potem v ansamblu zadolžen za vice, recimo, za zabavo ljudi, kdo recimo ima čez volant, smo že ugotovili, Jure, ok, je šofer. Ja, Kdo je, za recimo, tja. financminister? A ja, On je šofer za eno smer, ja. aha, Pol nazaj sem ponovadi jaz. pa nazaj pa ti. Ja. In zakaj recimo to mi še razložiš? Veš kak je... A hitro zaspan rata? Ne. Ne. No, ja, utrujenost, ja, zdaj od česa, ne bom reči. Ok. Ampak jaz pa sem že to dal malo skozi, tako da pač seveda spijemo nekaj, ampak do mere, ne. Ti pa celo pot razmišljaš, tisti, kam gre rumen kabel, pa rjav, pa zemlja, pa ono. Pol si skozi po koncu, ne? Ja, lej, pa tu še malo pomaga, pol elektrika, ne, Ja. da te poživi. Verjamem, ja, super. Ja, jaz ti želim, da še naprej uspešno delaš in da boš med nami, da ti nikoli ne toliko strese, da bi bilo kaj hujšega. Mi gremo pa sedaj naprej, zdaj se bojo fanti v našem studiu malo spočili, vdahnili in slišali bomo skladbo Sam doma, SOS Kvintet. Uživajte. Boš letos zopet sam doma, hladna zima bo prišla, ko sosed lučke bo prižgal, pod zime tu bo svet dišal. Boš iste filme gledal spet, prebrskal cel svetovni splet, aj pa tako kot lani že, vzel telefon, poklical me. A si sam doma, veš, da bom prišla, dej šampanc hladit, to morva proslavit. Če se zmeniva, da bi skupaj bila, drugo leto ne boš več sam doma. Tvoja družba res ni fer, ker ti največji si žure, za praznik pa nobenega ni, ker s punco vsak doma sedi. A jaz sem sama, ti si sam, morda je čas za nov program, ker skupaj nama je lepo, bi ti moj bači bil lahko. A si sam doma, veš, da bom prišla, dej šampanc hladit, to morva proslavit. Če se zmeniva, da bi skupaj bila, drugo leto ne boš več sam doma. Drugo leto ne boš več sam doma. Ja, Sam doma, odlična skladba, novejša skladba SOS Kvinteta, vi pa še vedno spremljate oddajo Najviža. Še vedno so naši glasbeni gostje Slovenije, goriški muzikanti, še vedno je luštno in gremo naprej z naslednjo polko Pod Brajdami. Ko v jeseni grem pod brajde in zazrem se v nebo, se oči mi zaiskrijo, ko zagledam trtico. Mi nasmeh obraz polipša, ko po sladkem zadiši. Trud poplačan je, ko nam grozdje do
Srečen sem, ko znajden se pod brajdami, kraja lepšega na svetu za meni. Enega si spijem, da se sprosti, tudi več, ko sem s prijatelji. Si spijem, da se sprosti, tudi več, ko sem s prijatelji. Nastane vino in po grlu steče kapljica, vsak postane boljše volje in odprtega srca. Ta čarobna tekočina kri po žilah pohitri in ob njej se nam več nikamor ne mudi. Srečen sem, ko znajden se pod brajdami, kraja lepšega na svetu za meni. Enega si spijem, da se sprosti, tudi več, ko sem s prijatelji. Enega si spijem, da se sprosti, tudi več, ko sem s prijatelji. Tudi več, ko sem s prijatelji, tudi več, ko sem s prijatelji. Ja, med brajdami, pod brajdami je vedno veselo, to ve tudi naš Jure. Ne, jaz, Jure, zdaj glih trenutno v fazi menjenja inštrumentov. Pol ti je všeč, recimo, to jesensko dogajanje, verjetno? To je najlepše za kletara, da se grozdje pripela, pa ko se preša. Nekak nasmeh, jaz pa vidim, okej ti žarijo, veš, ko to razlagaš. Ja, to pa je veselje. Res škoda, da nisi kak liter prneza pokušeno. To pa, veš, jaz pa sem gejc. Ja, si se moraš bati malo za svoje vino. Kaka je bila drugače letina? To vsakega vinarja in kletarja vprašam, letos je bilo, oziroma zadnja leta. Je verjetno to kar problem? Ali se podnebje in to vse malo spreminja? Količine so manjše, je pa letos kvaliteta zelo dobra. Je zelo dobra. Tako bomo dobro vino pili. Krasno. Super. A ste kdaj razmišljali, Jure, da bi v ansambl povabili tudi kakšno pevko? Ali ne vidite potrebe? Ja, smo, ampak smo rekli, da ne bomo je povabili. Kaj je zgleda ta pogovor, recimo? Razmišljali ste tako zdaj? Ne, en je pita, če bi povabili pevko, pa smo se spogledali, pa smo rekli ne. Pa ste rekli zaenkrat ne. Sam tak priložnost, bi pa lahko, ne? Ja, vse bo, mogoče še bo. Ja, mogoče pa res. Kako baritonistko bomo vzeli. Ja? Doštima malo več časa. Doštima malo več časa. Tako. Ja, krasno, ja. Jaz poznam eno, celo z naših koncev, ja. Barbaro. Ja. Fajn igrajo. Velikih pa ni, veš. Tu bi te kar srečo mogli imeti. V glavnem, prej sem že omenil, prej ste pred oddajo zunaj tako lepo zapeli. Jaz bi bil res zelo vesel, če bi nam nekaj zapeli, tako za naše gledalke in gledalce v živo. Ste za to, fantje? Seveda. Ste? Ok, lejte, tudi gor na vrhu je mikrofon, tek malo polkrožno stopite, jaz se bom umaknil. A ja, še prej pa vprašanje, kateri gospe Mariji je naslednja polka podarjena, kako bi temu rekel? Poklon Marijam. Dober dan. Gospa Marija. Vsem Marijam. Vsem? Ja, vsem, ja. Vsem Marijam, torej. Ni zdaj samo ena. To jih je pa kar nekaj, ne? Ja, Slovenija puno. To ste pa pihnali na dušo vsem Marijam. Ok, fanti, vi se kar pripravite, stopite tek malo bolj v kupa, kak se reče. Jaz komaj čakam, da vas slišim, jaz pa grem na svoje mesto in sledi ena krasna kapela, verjamem. Vaških noči se vsak
vsak fant veseli, kadar gre k ljubici. Ja, to je bilo pa super. Tako malo, da zdaj nazaj pridem. Veš, to je bilo kratko in jedrnato, ja. Jaz sem mislil, da še bo kaj več, ker ste tek fajn... Še imamo časa. Še imate repertoarja, ne? Še pol eno skup. A bomo še eno skup, prav. Sam po oddaji se zmenimo. A prav, ko nič nismo trenirali, pa jaz imam probleme z veselili, zihar bom jaz pokvaril vse skup za to, a veš. David, ti tudi rad prepevaš? Drugače tak, mislim. A doma tudi? Ja, Doma tudi poješ, pod tušom. Ko se tuširamo, to še posebej. Poješ. Lahko reče moj oče pa mama. Ja, res. Ne, no, ko sem bil mlajši mogoče, ne, drugače ne. Ti si šel v hotelu pri... Sem še hotel mama. Hotel mama. Drugače pa ne, v ansamblu tudi ne prepevam. A je ne? Ali pa s prijatelji za vikend. Imamo tudi nekaj to... Ja, kaj pa ti počneš v prostem času, me zanima, če ti ga ostane kaj? Ja, pol ga manj, ja. Drugače, poleg službe še imam, malo majice tiskam, še to imam. Res? Ampak to je tak, tisti... Pa ima zdaj veliko dela, všeč. verjetno, zdaj za te božično-novoletne praznike, poslovna darila pa to. Pa zdaj po zimi je čas malo, zdaj. Poleti pa itak ne moreš, ko sam igraš. Ja, pol pa tako več ni. Pa več pa ni. V redu, krasno. Zdaj se pa spet omaknem in sledi naslednja skladba. Kot sem že prej omenil, dober dan, gospa Marija, za vse Marije, slovenske Marije. Všeč mi lepa je soseda, tudi jaz menda sem ji. Njena mama pa seveda je nikamor ne spusti, ker boji se fantov tisti, ki do lepih puncnih da. Nimajo namenov čistih in jih še ne ena stvar. Jaz pa sem ljubezni lačen, jaz bi njen očet crkljal. Jaz sem boljši in drugačen, jaz bi ji metulje dal. Pa vdihnil sem globoko, z napogumi pozvonil. Spomnjeno sem pod roko, njeno mamo ogovoril. Dober dan, gospa Marija. Dober dan, gospa Marija, ali greste ven zvečer? Če bo vaša hiša prazna, obiskal bi vaš včer. Dober dan, gospa Marija, ne zamerite preveč, če srce mi zdaj razbija, ker mi všeč je vaša hčer. Pa me gleda njena mama, tiho mi odgovori. Kavalirno coj sem sama, v mesto šla je moja hči. Kaj se je potem zgodilo, puščam domišlji svet. Vem, da se srce je skrilo, tistih mojih kar besed. Dober dan, gospa Marija. Dober dan, gospa Marija, ali greste ven zvečer? Če bo vaša hiša prazna, obiskal bi vaš včer. Dober dan, gospa Marija, ne zamerite preveč, če srce mi zdaj razbija, ker mi všeč je vaša hčer. Ne zamerite preveč, če srce mi zdaj razbija, ker mi všeč je vaša hčer.
Ja, tako smo pozdravili. Dober dan, gospa Marija, lepo spoštljivo. So fantje malo hudomušno zapeli za skladbo. Jure, jaz pridem spet od tebe. Prav je, ko smo slišali toliko vaših dobrih skladb, omenima tudi avtorje, s katerimi sodelujete. Morda imamo zdaj priložnost. Ti si menda imaš spomin, vse naštudiran. Tako so me namočili, ok. Ja, tako mi je rekel šef Žan, je rekel, ti sem vpraši Jure. Hvala, prijatelj. S kom torej sodelujete? Zdaj, če gremo lepo po vrsti. Naš prvi komad, v bistvu, ki smo posneli 5 let nazaj, se mi zdi, mislim, 2019, smo sodelovali z gospodom Jožetom Burnikom in gospodom Jožetom Galičem. Pol naslednja pesem v bistvu je bila Pod Brajdami, kjer je besedilo prispeval Matej Trstenjak, to je naš dobri prijatelj, s katerim smo še tudi pol naprej sodelovali in še verjetno tudi bomo. Melodijo za tisto pesem je prispeval naš Žan, aranžma pa ponovno gospod Jože Burnik. Pol smo sodelovali tudi pri polki z Mini Krilo z Martinom Juhartom, ki igra harmoniko pri Poskočnih muzikantih, pol tudi, mislim, da z Necom Tratnikom, isto pri Poskočnih muzikantih, Primožem Ilovarjem od Gado, pa zdaj nazadnje pa z Žakom Petričem Grajfonerom, ki igra pri SOS Kmetetu. Krasno. Ti si res pravi naslov bil za to, vidiš, kako si vse naštel lepo. Fajn je imeti verjetno tako, bi rekel, večjo paleto avtorjev na izbiro, ne, da se ne ponavljaš, tako imate vi, ko ste rekli, da imate več različnih in kaj zgleda, recimo, pri vas nastajanje nove skladbe od tiste osnovne ideje pa do končnega produkta? Ja, od osnovne ideje mi se tako spomnim, ko bi nekaj imeli, ponavadi pa ne vemo, kaj bi. Tako da v bistvu pol stopimo do naših prijateljev, znancev, če imajo oni kaj takega, malo pol poslušamo, malo primerjamo, preberemo kako besedilo, pa pol vidimo, če malo kombiniramo, če bi bilo kaj za nas, malo probavamo še kaj sami, pol v bistvu kontaktiramo druge ljudi, če bi bili pripravljeni z nami pa sodelovati, kako melodijo napisati, koliko nam je ponavadi kar tako všeč, ker je bilo res, so se ljudje potrudili, res same dobre izkušnje, pa pol začnemo vaditi, pa pol slejko prej posnamemo. No, krasno, in pol nastane skladba. Pa nastane to, kar smo danes poslušali, ja. Tako, radi igrate najbrž svoje skladbe? Tudi. Tudi, tako, ja, poleg ostalih. Katera je pa tista, ki nikoli ne manjka na nobenem nastopu, recimo? Jih je več, najbrž ne? Ja, jih več, ampak zdaj najbolj mi pade na misel slovenskega kot Mira Klinca, to je v bistvu komad, ki ga, bi rekel, največ igramo, ne? Mislim, pač, dolgo smo se ga tako tepali, ne bi, pol pa, ko smo ga enkrat začeli, pa se ga nismo losali, ne? Krasno. Teda povabimo vse na kakšno veselico, ki bo prihodnje leto, vse gledalke in gledalce in da slišimo tega slovenskega vojaka v živo. Absolutno. Tako, super. Tako gremo naprej. Slišali bomo naslednjo skladbo, pozitivno polko, večno mlad in Slovenije goriški muzikanti. Zadev sem na lotu, fajn je bilo, a hitro je vse po gobe šlo. Zdaj delo zavračam, preveč sem blin in to brez težav na glas povem. Pohvalim, ka svoje roki dobim, a jaz timu le se nasmejim. Zamujam konstantno, to moj je stil, požvižga se na milijon pravil. Ko bom sam želil, se dobro bom imel, pa če misli kdo, da čisto sem zgorel. Moj namen je, da življenje res živim in da drznih misli nikdar ne zgubim. Leta grejo gor, to div narave je, in zato prav nič jaz ne sekiram se. Delam, kar imam, iskreno, srčno rad, srcu bom ostal igriv in večno mlad.
jem, pijem in se poveselim, počasi se ljubim, dolgo spim, kar vidiš, tak sem in tak bom ostal, če tudi se zdi, da to ni prav. Ko bom sam želil, se dobro bom imel, pa če misli kdo, da čisto sem znoril. Moj namen je, da življenje res živim in da drznih misli nikdar ne zgubim. Leta grejo gor, to del narave je, in zato prav nič jaz ne sekiram se. Delam, kar imam, iskreno, srčno rad, srcu bom ostal igriv in večno mlad. Delam, kar imam, iskreno, srčno rad, srcu bom ostal igriv in večno mlad. Srcu bom ostal igriv in večno mlad. Tako so nam veselo zaigrali. Danes smo slišali kar veliko takih poskočenih veselih skladb, kar je tudi prav. Saj se bliža, kot sem že rekel, veseli december. Jaz grem pa zdaj po zaključno besedo do Žana, a ne, spodobil sem pravično, je bi rekel naš župnik. Recimo temu. Povej mi, Žan, imate vi kakšno tako željo, mogoče, ki hrepenite po njej, da se bi vam izpolnila kot ansamblu, kot skupini? Mi vsi skup, Ja? kaj te vem. Jaz mislim, da je naša želja, da bi še pač dolgo skupaj igrali, pa čim več zabav, pa porok, pa veselic, pa vsega, pa bi se fajn imeli. Da se bi Pa fajn- še mogoče, pa da še naprej delamo kakšne komade svoje, no mislim, da za neke želje, da bi ne vem kaj, ni, ne, ampak tak naprej, pa da še bomo dolgo skupaj igrali. Pa da bi bili dobri prijatelji, To verjetno. pa ne. definitivno, ja. Tisto se pa vidi, da ste, da se razumete, da si zaupate. Brez tega ne gre. No, Poznate se najbrž zelo dobro, ne? Ja, še Veste vse. včasih preveč, ne. Včasih preveč je rekel. Tako da krasno. Ja, verjetno smo rekla, koliko še nekaj časa, pa bo kakšna obletnica. Zdaj, CD še ni šel, ne? Če sem kaj prav. CD še ni, ne. Še ni, ampak bo, je planiran. O, pa verjetno To bo, je no. tak bolj dolgoročen cilj. Recimo zaenkrat, ja. Zaenkrat. Tako da, v glavnem, kako boš pa ti preživel? Imaš rad ta decembrski, ta zimski čas, praznični čas, ki prihaja? Ali imaš rajš, ne vem, sonce, morje, veselice? Kaj ti bolj odgovarja? Čalo je vseeno, no mislim, kaj je, samo da je fajn, Sad da je v redu, ne? pa da ni nekih, ja, se pa še, da se malo umiri vse skupaj, ampak če pa nimam rad tega, pa da to že, ja, december se že začne, pri nekaterih že avgusta, recimo, ne, to bi na živce. Drugače pa mi je všeč, ja. Si iskreno povedal, ja. Se je res, ja. No, super. Torej, cilji in želje, to si povedal, da so... To sem povedal, da se še to, da A še bi ostanem- mogoče kaj zaželel našim gledalkam in gledalcem? Kakšno lepo misel? Veseli december, želim. Veseli december. Pa naj se začne decembra. Ja, ne, da ne bi naslednji že- teden torej, ja. Da ne bi že V nedeljo. avgusta praznovali. Pa, Ne rešite, ne pa reši gre na lučke morje. zapešali. Ja. Bog ne daj. Bog ne daj. V redu, jaz vam, fantje, se zahvaljujem iskreno, da ste prišli, da ste bili naši gostje. Hvala vam za povabilo, ne, pa še kdaj z veseljem. Ja, absolutno, ko bo kaj novega, se zopet vidimo in slišimo. Vse dobro na vaši poti in pa držite se, no. Pa veseli december, kot je Žan rekel. Hvala vam pa, spoštovane gledalke in gledalci. Želim tudi en lep preostanek večera. Naslednji četrtek, ja, to je pa Miklavžev večer, če jaz kaj prav vem, tako da bomo mogli biti kar zaklenjeni, da nas slučajno ne obiščajo parkli, ker za Miklavža je mala verjetnost, ker jaz nisem glih najbolj priden. Parklu se še pa kar bojim, tako da v glavnem jaz upam, da boste vi ostali na varnem in da nas spremljate, da se gledamo naslednji četrtek, torej do takrat pa vse dobro in za zaključek ena romantična od ansambla Štrk, spet s teboj bi danes se ljubila. Lahko noč. Vse za nazaj, s teboj
pozna.